Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za reporter. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. V tokratni oddaji se bomo sprehodili skozi zanimivo življenje našega tokratnega sogovornika Bojana Kastelica. Bojan, živjo. Živjo. Kar precej let se poznava. Se že nisva videla. No, zdaj par dni sva se srečevala, ampak prej pa res dolgo ne. Ja, malo sem bil bolan. Veš, moja bolezen tale, kap možganska, ima še pol spremljevalce, ne. Aha, tega se bova dotaknila, ne. Bojan, preden greva na to kap, ki si jo že omenil, bi rad še slišal malce o tvojem prejšnjem, prvem življenju na nek način, ne. V kakšni družini si ti odraščal? Jaz sem odraščal v delavski družini, oče pa mama sta bila trgovca, učila sta še pri Šaršenu v Kisovci, hiše ni več, pa pol je oče bil v poslovalnici na Švepan. To zdaj malo kjer ve, kaj je bila Švepana. In kje pa je bila? Ja, tam dol, kar je zdaj Luka bar. Včasih je bil Apnjenca, ne? Zraven je bila pa trgovina, zdaj pa nek sitotisk dela na tarotisem, ne? Tako, in tiste je bila Švepana? Ja, Švepana je tisto okoliš tam bil. In kaj je to pomenilo Švepana, da se je tam? Kaj pa vem, tako so rekli. Tako se je reklo, ne? Tudi ti sam si ustvaril družino, ne? Seveda. Ampak še prej, v tvoji družini, ti si že zelo zgodaj izgubil enega člana družine, ne? Ja, moj prvi brat se je rodil mrtev. Mrtev se je že rodil? Ja. Se je zadal v spupkovino, tako mi je mama povedala. Ti si bil takrat star? Ja, mene še ni bilo, jaz sem se pa čez en let rodil. On je bil prvenec. Starejši brat, prvorejenec. Potem si bil ti? Pa sem bil jaz, pa je bila pa 18 mesecev kasneje bila pa sestra. In to je bil potem zaključek, ne? Ja, seveda, pa je ata škornje sezo, bilo fertik. Včasih smo rekli, ne, če je fanta delal, da je dal bata škorne gor, ne? Tako je bilo, ne? Zato sem pa rekel, da jih je sezo. Da jih je sezo, ne. Ti si potem obiskoval kakšno zanimivo šolo? Jaz se te spomnim kot gradbinca, ne? Ja, jaz sem, kako bi rekel, hodil sem v osnovno šolo Ivana Skvarče, v osnovni šoli sem v Grdoč hodil še v glasbeno šolo na harmoniko, 4 leta zaključil, 4 leta nižje glasbene. Pa sem pa v 7. razredu študiral, da bi bil policaj in s takratnim komandirjem Gorencem smo šli na ogled šole v Tacen, policijske, ne. Vse je bilo v redu, dokler nisem prišel v zobno ambulanto. Ki pa rekel, da morajo, da ti, kaj so že kadeti, hoditi vsak mesec v zobno ambulanto na preglede, sem pa rekel, tle pa mene ne bojo videli. Strah, spoštovanje do zobozdravnikov. To me je pa odcepila, veš kdo? Kdo? Zobozdravnica? Zobozdravnica je bila iz Save doma. Lauterjeva? Ne. Veš, kap mi ne da spomina nazaj. Se vam spomnil že nazaj. Ti je bilo strah, kako? Ja, ona je tako delala, da je bilo lepo hodič, ne. Že ko sem slišal tisto, ki je zalaufala mašino zavrtati, sem najraje kar kidnil. No, vidiš, imamo skupno točko. Tudi jaz sem, ne, enkrat kidnil domov iz Zagorja v Kisovec, ampak nekako so doma ugotovili, da nisem bil pri zobozdravniku in me je potem brat nazaj peljal, ne.
Mene niso Ne. nazaj vodili. Torej, kadetska ni bila, ne? Ne, kadetska ni bila, pa sem se pa odločil, ker sem že prej kot mulc, sem rekel, da bom gradbinc, ne. Sem šel pa na gradbeno tehnično šolo v Ljubljano, na Titovo 100 je bilo takrat. Takrat smo imeli še po Titovo cesto imenovano, danes je to Dunajska. In sem tam pa to šolo naredil. Pa sem pa 81. leta šel strokovni izpit na gospodarsko zbornico delati, da sem bil lahko vodja gradbišč zahtevnih objektov. In si to delal potem na To taki... sem, ja, več ali manj, ja. In sem bil na Betoni eden iz rednih operativcev, ki sem imel strokovni izpit. Aha. Takrat smo bili poleg šefa Karla Hudija, pa Ljubo, Štruc iz Trbov, jaz pa Cili, smo bili edini, ki smo imeli izpit na gospodarski zbornici. So me pa takrat, bom rekel, žisal, da bi šel z njim s tisto eno partijo v Zagreb delati izpit. Sem pa rekel, da to pa ne bom šel. Ali bom izpit imel doma narejen, ali pa na katerem koli imel. Smo šli, skusala pa z Drobežem, z bivšim šolcem iz tehnične šole, ki je bil direktor stanovanjskega podjetja v Trbovljah, no, Igor. Sva skupaj na seminarji, on je šel pa 3 mesece pozneje na izpit. Na seminar pripravljalno smo bila pa skupaj, v kino Šiška v Ljubljani. Kaj smo bili en teden. In na Betonu vas je bilo takrat veliko, ne? Na Betonu, To je Beton Zagorja. to Zagorje imamo takrat približno 300, okrog 300 zaposlenih. In kaj ste delali takrat? Od ceste, Vse hiše, živo. Od nizke, hiš- visoke gradnje? Od hiš, sanacij, plazov, recimo ta sanacija na Brišah, takrat, ki je bil, ki je plaz potegnil, ki je podaril pa knjezov bajto, pa ženo ubil, ne. Smo v kmetijo novo delali, sem bil šef gradbišča, pa smo delali regulacijo medije, kar do drbilnice dol čez do cepa, za čez hrib, ko greš na Mlinše, ne. Pa tale blok, ne, na Izlakah? Tale blok se je delal, glih takrat, ko sem jaz bil v prvojakih, 80. leta. Smo pa delali prve izkope, tukaj smo začeli pa 79. leta. Tukaj je bila bolj Makuža, ne? To je bil Močvirje. Močvirje. To je bil Močvirje. Tako da smo na Močvirji. Ja, no niti ne, ker tle se je odkopali, se je pa tampon naredil in metar. Tako da je zdaj to poštimano. To je zdaj stabiliziran, to ni. Ker ni bil tak, ni bilo treba pilotu delati, ne, ker ni bilo globok. Aha. To se sam to je bila bolj glina in je voda stala, ne, zato je bilo močvirno. No in Bojan, omenil si Beton, ne? Ja. Velika firma, nekoč, ne? Potem nič ostalo od njega. Zdaj kar veliko fabrik v Zagorju v tem času, pa tudi v Zasavju je šlo Cugrunt, ne? Po to pravimo domače. mi, ja. Mi, ja. Zakaj? Ja, to je bila pa politika. Smo bili prelakomni? Tudi preveč smo, bom rekel, lastnili, ne? In to nezakonito lastnili. Kako rečejo naši južni bratje, prihvatizirali, Tako nekako, ja, vzeli sebi. k sebi, ne? Pustiva to. No, vmes si pa v Kisovcu poiskal recimo ženo, ne, ki sem jo pa že jaz prej poznal, ne, Jano. Nekako smo bolj to letniki, smo hodili skupaj v kino. Ja, jaz sem vam mlada žena, ne? Mlajša od sebe, ne. Velik, ja. Ja. Ja, se še zmeri mlada. Le. In sta si ustvarila družino, 2 otroka, Ja, sina in hčerko točno. in 4 vnuke, ne. Ne, ja, 4. 3 ima hčerka, eno ima pa sin. Aha, So 3 vnukinje pa en pop. lepo. Pop je zdaj ta zadnji, je star 1 let. Me je podoben meni kot jajco. A Sem res, ja? gledal v slikah, sem bil jaz 1 let star, glitko iz Farška in glitko jemo krive noge, ki sem jih jemo jaz. Sem ji rekel, Ali, takšen sem bil pa jaz. Prav, se to je pa moj. Se pa ne, poglej, vidiš, ta slika je črno-bela, ni barvna, tako če ni bilo barvnih slik. Je kaj drugače, ko dobiš otroka, ali pa potem vnuka? Veliko drugače. Ja? Jaj. Ko mi hčerka pošlje sam sliko, ker ona je dol poročena na kmetiji, sicer veterinarka, pa mož je tudi veterinar. Daleč, ne? Tolmin, za Tolmin. Za Tolmino. Tam so bili
prvi slovenski uporniki. Ne? Tam je bil ta tolminski upor, se je tam začel. To je prav pod gradom tolminskim. In ta vas se je takrat pobunila in tudi grad zažgala. Aha. Čeprav pravi, da je Tolmin, to ni bilo Tolminu. In ne daj Bože, da rečeš, da so Tolminci. Oni so za Tolminci. Za Tolminci. Nema Tolmina. In- Pa je to samo 800 metrov razlika. In veš. ko ti ona pošle sliko, ne, To je- so potem solze, kako mislim, Ne, srce ampak igra. gled, polepšan dan imam. Resno polepšan dan. Ga gledam, veš, ko je to. Recimo ena vnukinja, ta mlajša, je nora na živali, tako je bila moja hčer. Ona se nič krave ne, ta starejša ne gre bliz. Ta gre pa kje, pa jo bloža, pa čvaha, pa vas ga hodiš. Gor na hrti spleza. To ne moreš verjeti. In to je tak smeh, jaz se tukaj smejim, kadar jih gledam, pa mi pa video posname, pa mi pošle, veš. Drug teden greš, ne? Ne bom šel, ne morem jeti. Ne greš. So danes govorila, tašča dobi priznanje predsedniku v Ljubljano, torek, grejo v Ljubljano in je rekla, da bojo prišli v Zagorje. Ne? Priznanje, kako jabolko navdiha. Ne, nekaj za mlekarno, ker ona je direktorica mlekarne Planika. Ne? Aha. Ona je takrat, ko je kaj je Zagrebšk, no? Vindija, ne? Ne. Zagrebčani so imeli te, ko imajo ledo, no pa to. Ledo, ja. So bili lastniki, so kupili takrat od kmetov to mlekarno, ne? In pa je šlo to so grunt in je ta delavce pa je skupaj spravila, pa kmete, ona je zagrizena kmetica, to ne moš verjeti. To bi mogel ti enkrat z mano, da bi videl, te peljali gor na najviše ležečo, delujočo planino Sljeme. To je 1700 metrov visok. To je najvišja planina v Sloveniji, ki dela sir pa to. Veš. In tam gor je Anka, kako smo še rekli, kapo dimol, ne? In zdaj bo dobila priznanje. Zdaj bo dobila priznanje zato, ker je Planika obdržala. Program so zritali, imajo, jaz sem organiziral izlet, ogled planšarskega muzeja v Planiki in pa nam je, ne zato, ker je tašča od moje hčere, da se pogostila z degustacijo vseh izdelkov, pa sira, vse so lahko fantje kupili, pojedli, kar so hoteli, kakor so hoteli. In da bo ljudje vedeli, o kom govorimo, Anka, Anka je direktorica kako se piše? Miklavič. Tako, Miklavič. Pravzaprav ona se piše Lipušček Miklavič. Aha. In to bo eno od zadnjih priznanj, ki bo zdaj aktualni predsednik dal. Ker gre zdaj drug let gre v penzijo. V penzion. Ona oba greta, ne, na Ona nek gre način. v Predsednik pa tudi, ne? Ona gre v reden penzion, je 40 let oddelala, Bahar ni naredil toliko. Ne še, ne, ja, bo še Še malce dolgo oddelal, ne, pa ne. nikoli ni nič, vse ni naredil niti leta, ko pa je naredil. Priznanje delijo, ne? To ni del, to plaka ti in jaz delala. No, recimo, ne. No, Bojan, zdaj greva pa na tisto stvar, ki sva jo prej omenila, ki si jo sam omenil, kap, ne. Od A do Ž, ne, me zanima, ne. Ti kakšnih simptomov prej nisi čutil, ne? Ne. Ti si bil prilično zdrav, ne? Jaz v kapi nisem imel pojma, dokler me ni srečalo. To je bilo nazaj. To je bilo leta 2011. Kako se je začelo? Na velik petk, 20 minut do 7 zjutraj, na gradbišču Šmarje Sap. Takrat sem delal na cestnem podjetju, sem bil šef gradbišča. Na Šmarju Sap smo delali mestno kanalizacijo. Modilo se je? Modil se je. Stres? Tudi, ogromno stresa, ker je direktor obljubil župani, da bo konec tedna asfalt. Ne? Mene pa zagrozil, da če bo finišer stal v prazen, bom mogel storino jaz plačati. Ljudi za pomagati, za pojačati ekipo pa ni bilo. Ne? Fante so naredili, kar so lahko naredili. No pa se pa so, pa kme pa kap, pa tako niso. Pa še on, ki je bil moj šef, odpovedal zaradi tega. No, in ti si takrat vseeno bil še pred tistim, da boš izpolnil, ne, delo. In zjutraj se niste ostavili na kavici, ne? Se je mudilo, je kako? Ja, mudil se je. Ponavadi ste se kje? Tam sem se, ker na izvozu je gostilna bila, se mislim, da je šel.
ko zavije za šmarje sap, desno, levo greš pa za Grosuplje, ne. Smo se ponovadi zjutraj ustavili na kofeti, sem rekel, fantje, kaj se ustavimo na eni kav? Takrat, če nisem nič čutil. Sem še tudi normalno govoril. Ne, gremo, šef, gremo, bomo naredili, pa gremo pol raj pred domov, da ne bomo cel dan delali. No, sem rekel, v redu, če ste zato gremo, bomo pa pol parmalčni na kofe. In se peljemo na gradbišče, jaz sem imel v pisarni kontejner, grem noter, vzamem tiste načrte pa to, sem rekel, zdaj grem pa jaz dol k delavcem, da jim povem, kako ne jašk tam v Vinku, ki je bil glih na odcepu na križišče kanalizacijski jašk za narediti, da ga ne bojo tovornjaki, ko zavijajo noter, zdrobili, ne pa pokrov odkrili. In sem šel dol, povedal, da jim povem globino, koliko morajo skopati, pa vse to, mere, in me gledajo. Jaz se kako me zdaj gledate, ne? Pa prav, šef, te čist nič ne zastopim. Jaz sem sam sebe slišal tako normalno, da govorim, ne? V resnici sem pa pol videl, da ne morem govoriti, Da si nerazločno govoril. nerazločno govorim, pa da me oni dejansko ne zastopijo. Ampak takrat ti je že kanilo, da je nekaj narobe, ker si 2 meseca prej dobil en Sem dobil mail, ne? mail o teh simptomih možganske kapi, ne? Grom. Ja, to grom se temu reče, ja. To pomeni govor, dok smo glih par govori bili, ne, zdajle, govor se ti spremeni. Ti slišiš sebe čisto normalno, da govoriš, drugače pa mumlaš nekaj nerazločno. Ne, to je, R je pomeni roka, če ti reče nekdo, kot upas simptome ta kapi, če ti reče, da je odzigen roke, zdaj jaz ne moram obeh vzeti, To lahko. ker imam levo poškodovano. Levo od imaš kapi, poškodovano, ne? ne, da zigneš roko, vse en kako, ali naprej ali pa odročen. Ali pa če jo odkoli odzigneš. In če ne gre, In ne moreš odzigniti obeh rok. Zdaj, če te kap na desni, če imaš kap na desni, tako kot sem jo imel jaz, je leva roka poškodovana, ne. Mislim, ni roka poškodovana, poškodovan je živčevje. živce je, ja, ampak roka potem ne dela, ne? Ja, roka ne dela tako, kot bi mogla. In če imaš pa levo, ti pa desna A stran. tebi je že takrat govor ni bil, ne? Več ni bil. razumljiv. Roka me je pa še delala, še pa delala. noga tudi. Šel si pa pogledati v ogledalo, to je pa obraz, ne? Ja, obraz, to je pa, sem imel Potegne- povešeno ustnico. Si vidiš? že imel. Že. Aha, Pa tudi tle oko poveš se. poveš. Spet kontra, ne? Od... Ja, če imaš levo je levo oko, če imaš desno je desno oko. Aha. In to si videl zdaj tam v ogledalu in... Ja. In pa sem pa strojnika, ki No, potem je pa še M, je pa minuta. to pa pomeni čim prej, ne? Čim prej. Aha, ampak Zakaj gremo zdaj čim prej? Ja, boš povedal, ampak greva zdaj še nazaj. Zdaj govor, ne? Potem si šel nazaj v pisarno, ne? Ja, jaz sem probal zažvižgati, pa nisem mogel. Ker ne moreš zažvižgati, ne? Ker ti jezik pa to ne dela tako, ker tudi govoriti ne moreš, ne? Aha, Ne moreš to je bil zažvižgati. pa naslednji znak, ja? In pa sem, to me je pol dal misli, da sem tisti mail bral in sem šel do strojnika, ko je bil na Valari, ne, sem rekel, da me špelo v Ljubljano, ne. Pa te tudi Na ni tem. razumel. Ne, sem mu napisal na list, pa sem že pisal, ko sem vedel, za kaj se gre. Ti Sem si mu pa na že list lahko pisal. Pisal sem še lahko, tudi na mobitel sem lahko številko vtipkal. Aha, Ali pa recimo odprl menik ali pa to, ne, pa poiskal. Ker ko me je pripeljal na stolpniško, na sedež firme v Ljubljano, na cestno podjetje Ljubljana, že jaz nisem mogel nič skoraj. so tako mi vam peljali, ne? Ja, ven sem še prišel s kombija, ampak Aha. sem že nogo potegnil, ne, že nisem mogel več noge odzigniti, pa korak narediti. Tam je bil pa Zagorjan. Ja, pa sem pa poklical mojega prijatelja, ki smo včasih v hribe hodili, Rika Majcna, ki je tudi bil zaposlen na cestnem podjetju. In to tako, da sem telefon, mobitel odprl, pa sem mu pokazal strojniku, tega la poklič. Ne? In pa ga je on poklical, da je prišel dol iz pisarne, me zagledal in sam rekel, on ne. Je vedel, ne, kap. Ker on je pa že to enkrat doživel, enega, ki je imel kape, že vedel simptome. Pa videl me je, kako sem nogo potegnil po tleh, ne.
In so te dali ležati. in pa me je pelo noter v pisarno. Zdaj smo pa že pri tisti minuti, ne? Ja, Zdaj pa že to pa se pa mudi, ne? ja. In tebe so dali ležati, Me je dal ležati. ampak brez poštra, ne? Ja. Si In imel, sem mu jaz pokazal gor na omar en rdeč fascikl, sem rekel, kaj ti sle fascikl med den, ne, pod glavo. Še danes se spomne prav, veš, sem ti takrat, si me rešil s tistim fasciklom. Sem rekel, ne ti ga dam pod glavo. Rekel, sem študiral, panika, so veš, pa prijatelje so. ja. Se on mi je pa vse zrihtal. On je imel veze na neurologiji, veze na Soči. Romarsko vezo, ne? Ja. Guna, gospa Guna, ne, zdravnica, neurologinja, je delala, Na Soče pa globokarjo Daniel, ko pride v Zagorje vsak leto avgusta, ko grejo Romanje na Štifto, ne, ja. tle v Gornjem gradi, ker ima ženo iz Kotredeža. Aha. Ne, in tako da je, So te sprejeli potem, pa je rekel poklical rešilce, tu se še spomnim, ko so prišli, so me dali na trage, pa spomnim se, ko so me po Klančin peljali na urgenco, ne, Lučka, Lučka noč. ne. A takrat te pa že potem vzelo? Ne. Ne, si bil še pri zavesti. Ko so me slikali, mislim, ker pa so mi glavo slikali, ne, jaz sem imel aneurizmo. Žila Možganskega. počila, ne? To pomeni, da je Ja. žila počila, ne? Ne, to pomeni, ker imaš, to pomeni, da se je Aha, žila ne, napihla, ne. napihla, Je bil tak balonček. a počila še ni. Ni bilo izliva. Ja, ja. Aha, je. Ampak lahko se ti žila tako prekine, ne, ali pa ti naredi takole. Ti bom enkrat sliko pokazal, imam doma slike. Naredi tak mehurček, balonček in ti z balonček poč in ti začne možgane zalivati, ne. In minuta je zato, ker imaš več vrst kapi, ne. Imaš tako, ki sem imel jaz, temu se reče hemoragična kap, to je najslabša varianta. Tle jih je 1/3, ki to kap doživi, umre. Ker tle nimajo kaj pomagati. Čakati. Tukaj čakajo, če boš nehala, če bo nehala krvavito, v redu, če ne nehala ti glavo prevrtajo, takrat ti pa seveda še v možgane pade, pa te še bolj poškodujejo. In jih tukaj 1/3 bolnikov umre, že v štartu. Tebi niso prevrtali, ne? Ne, meni se je, kakor v filmu, 5 pred dopolne, ker je bilo dejansko 5 pred dopolno, ustavila krvavito. Žvan Bojan, Ampak kri pa ostane, ne? Aj kam steče. ne, kri ostane noter. Te možganske celice, ki jih je kri zalila, odmrejo, teh ni. In ti si meni dejal, da kar velik, 6 cm. 6 cm imam jaz slikano, Da, da je nimam, da je senca, ne? Da ni možgano, ker je bila poškodba. In takrat so ugotovili, da sem jaz baje že enkrat prejemo, blažjo atako, ne? Se temu spomniš? reče. Spomnim, to je bilo septembra meseca, zdaj leta se ne bom spomnil, v glavnem sem imel prikolico v strunjanju v kempu in smo bili v Sladinjer, smo se šli zvečer kopati in sem okrog padel, v nezavest. In sem bil pa celo noč v izol, v bolnic, pa zvajni, pritiska nisem imel nobenega, mi ga tudi smert niso mogli. Noč, nula, veš kaj se pravi, ne zgornjega, ne spodnjega. Bil sem pa zavest, hoditi me niso obstil, čeprav sem lahko šel, ne. In ko nisem vedel, ne, veš, moderna nova bolnica, WC v sob, jaz nisem vedel, da je WC noter, ne. Po drugih bolnicah imaš WC posod nek na hodniku, ne. Jaz ostanem in grem iz sobe ven na hodnik, ne. Veš, jaz sta skoraj okoli parla kmetov gledala. Ja, kam pa vi? Jaz se komor je tu stranišče. Ja, se imate stranišče noter. Ja, to mogli prepovedati, jaz ne vem. A veš. In sem mogel celo noč ležati, sem jo vsako uro pa pol sem jo opazoval. in Tako da takrat, ob 10. drugi dan sem šel pa nazaj domov. Mislim, domov. takrat ni bila Kam. potem diagnoza, da je bila Ne, kap. takrat niso diagnosticirali, da je to bila ataka, to je blažja krvavitev možganske opne. Ne? Veš. Ker imaš možgansko kap, pa imaš krvavitev možganske opne. Temu se reče, možganske opni se reče ataka, on je pa kap. Ne? In No, potem ti si imel to vrsto kapi, ne? In to so ugotovili takrat, so me tukaj slikali za to kap. Ne? Ker meni je rekla, doktorica je rekla, pa se vi imate že centimeter poškodbe možganov, kdaj ste pa to imeli?
To je pa, ko sem bil že gor na neurologiji na intenzivni, ne. Si že. Sem že bil, bom rekel, nenormalen. Sem nekje, bom Si rekel, se prišel lahko že malce k sebi, ne? pogovarjal sem se lahko, ne, pa to, a veš. No, kako pa je potekalo potem? Zdaj, tebe so potem nekako verjetno dali v komo ali Ja. umetno komo? Seveda, to sem bil 3 dni v umetnikom. Potem so te zbudili? To ne vem. A si za sam? Ja, vse ne vem. Imel sem take sajne, kako preko moraste, veš. Še zdaj spomniš, ne? Ko v risankah neke črne cote so laufale, pa nek tisto, veš, imajo strahove za dno čarovnic, pa to ne tako. A kakšnih hodnikov, svetlobe? Tisto je bilo pa pol na koncu. Sem pa videl hodnik, ki je bila taka, kako bi ti rekel, kot neonska luč svetloba. Ne, Ja, ne ona rumena, ampak bela, plava ta hladna svetloba. Sicer je bilo tako zamegljen, na koncu je, kako je tale luč tamle, močna luč na koncu tega hodnika in tam je bila ena oseba, senca silhueta, ki je takole delala mi, ne. pridi. Ja, pricom, ne. Muska je igrala, veš, kako plesali bi, vse bi bilo. Ti bom povedal, kako je bilo, se me je sanjalo, pa, da smo na vlaki, da se pilamo v Ljubljano. A vse nikaj nam je špilo, noč verjo. Ne, in sem rekel, ne, nagram, Še nagram. ne. In si se potem vrnil nazaj in si se verjetno prebudil, ne? Ja, Ampak preden si se ti, oziroma ti si se prebudil, ko sta dva v tvoji bolniški sobi govorila o tebi, ne No. vedoč, da ti veš. no, to je bilo pa en dan, pol že na neurologiji, ko sem že sam jedel, ko mi niso več pasirane hrane devali čez nos, v želodec, ne. So mi pasirano hrano dali normalno, ker sem lahko že požiral. Takrat mi od začetka en mesec nisem mogel požirati, ker je tukaj jezik pa to, Je veš. bilo poškodovano tudi. Ja. Ja. Se bali, da mi gre v sapnik hrana, ne. In so mi pa čez nos dali cevko v želodec, sem dobil ono umetno hrano. Ti se bilo pa, če ti povem, še danes mi gre na bruhanje, ko se sam spomnim. Ko bi jedel plastične vrečke. Res. Ja, pa to se pa gor na jeziki, se kar skorja nadevš, to se ne moreš misliti. Malo bom vode pil. Ker, In sem ležal popolne, ker imel sem enega fiziatra, ki je včasih delal v rimskih toplicah, v vojaški bolnici. Tam. In je Gunetova doktorca tistega hmen dala, da je se z mano ukvarjal. To je vse Riko zrihtal, ker sta bila z Gunetovo, baje sošolca. A veš. In me je spravo naučil se posediti na postelji, ne. Ker ta, veš, ko ležiš tam, pa ko gledaš, ne, druge, se bilo vsa 4 smo bili, ko gledaš, ja, pa pizda, pa kako ne moreš ostati? Jaz bom vstopom šel, ne boš, sam misli si lahko. ni šlo. Tudi slučajno ne, tudi sedeti ne moreš. Ko so me postavili po koncu, takole, takole sem začel skupaj, pa kar na eno stran me je začel nositi. Mora hrbtenica se ujačati, veš, takrat, ko ležiš, to vse nekako tak mlaha vrata, ne moreš stati. Tudi na vozički ne moreš dosti sedeti. 10 minut na dan, pa sem bil zmatan in sem cel popolno spal. In tako je enkrat bilo en dan, me je glih ta terapeut, fizioterapeut, sva imela te vaje na vozički, ker sem hotel tam za mizo prvakni jesti, ne v postelji. Sem rekel, kaj bom jaz se naučil, ja, pa še ne moreš, ja. Ne. Hočem, da se jaz naučim to zdele. In pol mi je to ustreglo in sva to delala, ne. Pa sem bil utrujen, sem en popolne tako ležal, pa imel oči zaprte, nisem sicer spal, ampak samo oči, se veste, kako je to. Včasih ležeš, ne, malo počel, ne, pa malo zamežiš. Pa slišiš vse okroži. Ja, se pa včasih tudi zaspiš, ne. In sta se Gunetova pa ta fizioterapeut, ki je bila popolna vizita, pogovarjala pri moji postelji, ki je Gunetova mislila, da jaz spim. Je spraševala njega, kako misli o moji poškodbi pa to.
Je rekel, težka poškodba, rehabilitacija bo pa še težja. Pa prav Gunetova prav, veš, pa to še ni najhujš. Ja, kaj pa ja? Prav, verjetno nikoli več ne hodil. Sem si mislil, to pa ne more biti res. Jaz se ne počutim, da jaz ne bi mogel hoditi, veš. In ponovno sem jaz sajna lega, da ker sem enkrat, ko sem delal vzdrževanje baznih postaj, bil na žitnem silosi v Ajdovščini, v dvigalu in je zmanjkalo elektrike in sem poslušal ta žit, kako se pretaka po tistih ceveh. In sem je sajna lega, da me žit zasipa, se mu žit že tlele do ust. In ker sem bil planinski vodnik in so nas na tečaji zimsko učili, da če te sneg plas zajame, ne, da moraš plavati, da gor ostaneš, da te ne pokoplje. Ne. In jaz sem sajno, da plavam po žiti. Ne. In sem čutil roko, kako jo premikam in nogo. Tukaj živ, da sem sam se rekel, sem rekel, pravi, da imaš poškodbo roke pa noge, pa ti lahko plavaš. Da sem sestro kličil dežurno, da je prišla, da bo videla, da jaz noge premikam. Pride noter, pa prav, kaj je, Kastelc? Jaz sem rekel, lejte, nogo premikam po roko, ne. Prav, jaz nič ne vidim. No, da je nogo premaknem. Konc, ko bi jo odrezal, nisem več imel občutka, da je lahko nogo. Prej sem pa vse to čutil. Samo desno. vse desno in desno nogo. Levo pa nič. Pa ne, ja. Ne, in pa bi mogel, so rabili posle, bi mogel jeti jaz v Sežano, dol v hiralnico. To pa ni bilo, ne, tebi. Je prišla moja kolegica Gombočeva, ki so bila skupaj v Rimu od leta 2000. Rekla, Bojan, imaš pravico odkloniti vse, kar ti bojo ponudili. Imaš pravico zahtevati bilo kam, ti češ jeti, ne kam bom hodil, pa te morajo kaj dati. In ti si rekel? In sem rekel, da hočem jeti na izlake. To sem pa že prej z Riko tam tudi govoril, ampak na izlakih takrat ravno ni bilo prostora, ker je bilo tu rehabilitantov, tisto let je bilo ogromno. Takrat je bil še bazen, mimo grede, ne? Ja, pa takrat je bil ogromen kapija bilo. Veš, ker tukaj je bilo 15 postelj, 15 rehabilitantov. Ampak je bilo tukaj puno, ker je bilo tukaj kapij. Da ni bilo za tebe. Ni bilo placa, ne. Ampak potem je pa prišel čas, ne? 2 meseca počakati, ne. In je Gunetova rekla, ne, nikamor ne bo šel tukaj. Tjale bo 2 meseca ležal, pa bo šel pa na izlake in tako je bilo. In šel še na izlake. In pa sem šel, mene je kap na velik 15. aprila, jaz sem šel na izlake junija meseca, tam okrog 15. 16. So me vrpeljali z rešilcem na tragih. In sem bil na izlakah do septembra meseca. Tam 5. 6. septembra so me peljali pa še za 3 mesece na Sočo, ker se je takrat tudi na Soč pa sprostil. Ampak jaz sem na Sočo šel z Berglom. Ne več na tragih, ne? Ja, tako so prele po stopnicah. Ja, tako. Na izlakah so me te terapeutke naučile v 2 dneh, da sem začel 4 metre prehodov, ta prvič. To je dolžina bradle. V telovadnici, dal v fiziatrija bradla in sem se držiš in graš. Je rekla Andreja Smrkolova, mislim, zdaj se drugače piše. Ja. Je rekla, pet boš probal. Si rekel, kako če ne morem noge prestopiti, ne, premakniti. Me je pa poznala še, ko sem mali nogomet igral, nek smo tukaj na izlakih igrali. Je rekla, poslušaj, vse si igral nogomet, nis? Ja, seveda sem. Prav, no, zdaj si pa zamislil, da imaš tlele žogo. Sem rekel, jaz sem desničar, jaz nisem levičar, ne. Se zgovarjam na vse način. Prav, zdaj pa rekel, da nisem koli z levo nogo žoge brcem. Sem rekel, veš, no, zdaj pa še zdaj, namišljeno brcem, ne ono ta pravo. In je šlo? In sem nogo prestavil. Torej tudi levo, ne? Tudi levo. Držal sem se z desno roko za ročko bradle, pa sem šel, ker dol čist na drugo stran. Rekla, boš lahko šel. Sicer so me prej vse sprobali, veš, sem mogel stati. Ene 2 dni. Ravnoteže, ne? Ravnoteže pa to. Tako da je vedela, da sem tukaj močen, da lahko stojim, da se držim. In prav, čak, bom jaz vžičko na ono stran peljala, boš prišel kaj. Sem rekel, ne, kar tam ga pusti, bom šel še nazaj. To je bil moj najsrečnejši dan.
Bolj srečen sem bil takrat, ko se je hčer rodila, pa sin, ali pa ko se je prvi vnuk rodil. Ne? Res sem bil srečen. Veš, kaj se to pravi, 9 metrov prehoditi. Prej so pa rekli, da ne bom nikoli. Ne? In pol je bila, zdaj ni več, tukaj zaposlena terapeutka, Čvulka Alenka, ona je bila pa iz Iga. Se je pa učila pa najboljši fizioterapeut, ki je ženska stara bila 84 ali koliko let, skoraj 90 let, je pa Izraelka bila. In to sem srečal pa pol na Soč, ko sem bil 4 mesece. In so imeli izpopolnjevanje, fizioterapeutka je ta predavala in so iskali prostovoljce. Ne? Se javil, ko me je una Izraelka prejela, veš kakve reakcije je imela? Tako kot tak dojenček. Moja roka je tla zapesti debelejša, ki je bila njena tle gor. Ja. Param, veš. Ko me je prejela, jaz mislim, da mi bo vse kosti polomila. Močno. Kaj je z mano delala, lega. Rekla, tljale imate bulo, me je po hrbtu, veš, po hrbtenici. Rekla, tljale imate vozu, pa tljale imate na križi vozu, pa tukaj imate vozu, vas malo zmasira, lega. Pa jaz sem bil zmatran, lega, kaj da bi delal na venka, pa sam ležal pa držal. Ne? In ta Čulkova Alenka je pa ne diplomirala. In se veliko naučila, ne? In ona je z mano veliko delala, kaj na zlakih. Me je naučila po stopnicah hoditi, me je naučila po klančin hoditi. Čeprav prejle po stopnicah nisi prav hodil, ne? Ne? Vse, kadar sem na rehabilitaciji, lega moram zmeri študirati, da bom šel prav, ne? Ker to te naučijo, ne? So veš, pa si pa doma. Torej, tako, ne? Ja, Ne, so nožno, ne eno čez. ja, da si šel čez, ne? Ja. To si povedal, ja, ampak to pomeni, ne, da si zelo napredoval. Je pa lahko to nevarno, ne, če se spotakneš, ne? Seveda, Večja možnost je, da se, ne? siguran. In jaz sem tem puncam takrat povedal že prvo let, da če bi živeli v 16. stoletju, bi jih zaokurili, ker so čarovnice. Aha, bi rekli. so iz tebe ščarale spet moškega, ne? Ne, sam z mene, z vsakega, ja, kjer ja. je hotel delati. Aha, kjer je hotel delati, Ja. ne? In ti si To, hotel kjer delati, hoče sodelovati. No, tukaj sem tudi prvo stavo v življenju izgubil in to žensko. Z delovno terapeutko Danielo, ne? Na izlakah, ja. na izlakih. Ne? Kjer je še vedno. Še vedno, In ja. ona ti je rekla, da lahko se z eno roko zaveže vezalka oziroma Tako. šnirnica, ne? Ja. Ti si pa rekel, da se ne da, ne? Jaz pa ne, zdaj alpinist pa to nek sem bil, sem pozabil, da smo včasih mogli z eno roko prusika ali pa dvojno osmico vplediti. Pa se da. Seveda se da, pa sem pozabil, da se to da, ne, in sem rekel, da se pa vezalka ne da zavezati, ampak Se da. se da. A ti? Ne. Ja. Si se naučil, znaš? A res? Čeprav jaz bi tudi stavil verjetno zgubo, ne? Ker bi rekel, da se ne da. Sicer ni to tako, kar če jo ti z dvema rokama, veš, Ni ampak tukaj se da. zategnen, ampak se da. Se da. Aha. In ko sem jaz prišel pol, septembra meseca pa oktobra na Sočo z Berglom, jaz sem bil glavni džek, jaz sem se oblekel sam, obul sem se, umil sem se, presedel sem se, nisem na vozičke bil, sem z Berglo hodil sem v bifej lahko, ker sem se z liftom peljal dol na Soč, Vece tudi sam. v WC sam, vse. To je pomembno, ne? To so me Petra pa Daniela, delovne terapeutke se naučili. In ti še vmes, ne, v vseh teh letih, te jaz vsake toliko časa srečam, sediš tu pred domom na izlakah, Ja. se mi zdi, da si na rehabilitaciji, pa ti si kar tukaj gor, ne? Se Ja. ne vožiš, ne? Ja, veš kako je, problem je, ker jaz ne morem dežnika nositi, ne, ali bom rekel marele pa naš, ne. Zdaj, če je slabo vreme, jaz ne morem iti na avtobus, ker imam do avtobusa za 20 minut. Ja, pa po hribu, ja. Zdaj bi ti bi prišel kaj dol v 5 minutah, jaz rabim Ja. pa 20 minut, ne. Eno Berglo, ne? Ja. Sa drugo pa Marelo ne moreš držati, ne? Ker, Mogo bi to ono imel, ko jemo Franc Košir, veš, kaj je dal na glavo. aha, ja, Tisto pa mogo imeti. tista, ja. In takrat si rej privoščiš, Ne, vse to, ne privoščiš, pripada, ne? Da No, si 2 ne, tedna, tednik koliko, 2 pripada. tedna, koliko teden dni? ne, 2 do 3 tedne. 2 do 3 tedne, pa to koristiš Ja, in ti koristi to. jaz grem vsak, A kje mimo grede, si ti kaj vaj delal tudi v vodi?
Tudi. In v medijskih tu v tem domu, Tudi v domu. dokler je še bila voda, zdaj jo ni, ne? No, pa so imeli, imajo pa ono vodno kopel, kot je, Ki je tudi dobra, ki je ne? tudi dobra. Ne? Ja, ja. Ampak bazen je pa le bazen, ne? Ja, veš, drugače, ne? Računi v bazeni imaš ti nogo 3-krat lažjo, ne? Ti, Ja. recimo, jaz v bazeni kamut roko levo premaknem. Tako le na suhem, na Pa zraku, težko, pa ne ne? morem. Ja, do pasu, In to je več dobro mrda. za jačati mišice, ne? In mimo grede, ko sva že pri bazenu, ne? Recimo 3 smo imeli v domu starejših občanov, medijske toplice, jih je bilo še več Ne, 4 bazenov, smo imeli. pa potem še v bazen Selo, ki je bil pa 4. Ja, četrt je pa zaton. Ta je, še, ostal. ta je ostal, ne, ob Savi. Ne. Ja, Kako železnico. kako ti gledaš kot Zagorjan, da smo praktično v 30 letih, imeli smo prej, izgubili vse? To je samo, bom rekel, neznanje, pa ne razmišljanje za dobrobit občanov. Medijske toplice so imele izvir. Topo. Še vedno ga imajo. Ne, zdaj se meša. Zdaj teče mimo. Ne? Zdaj se zmrzlo vodo meša. Ne? Ampak, lej, jaz kot gradbenik gledam te zadeve tako. Ne? Medijske toplice, če bi bili naši občinski veljaki, ki se imajo za ne vem kakšne sposobneže, malo razgledan, malo kmečko logiko razgledan. Razumeš? Malo razmišljam. Ne, naj mi kmetje oprostijo. Jaz nobenega ne žalim s kmetom, ker nočem kmetov žaliti. A veš? No, ampak ta kmečka pamet, ne? To je nekaj pozitivnega. Ne? Ja. Lej, medijske toplice, namesto da so tlele v dom fiziatrijo naredili, preko medijskih toplicah imeli fiziatrijo. Svap je bilo dost, lift je bil tu, Namesto 15 postelj, bi bilo 50, ne? 30 postelj, ne? A veš, kaj to pomeni? Zdaj računi, zakaj je fiziatrija na izlakih tako dobra? Ker ima samo 15 pacientov in se lahko Posvečajo. terapeutka po svetu vsakmu uro do 2, ne? Fizioterapeutka. Pa delovna Pa terapeutka. delati na terapeutka uro do 2, ne? A veš, pa še malo sam delaš in se to pozna. Popoldne še malo vodi, ne? Ja. Če greš pa na Sočo, jih imaš pa 150 gor, ne? Pa terapeutke glih to, kar jih je na izlakih. Ja. A veš. In delovnih. Zdaj, ko sem bil na pregledu za fiziatričem za rehabilitacijo, sem srečal mojo terapeutko, fizioterapeutko iz Soče, ko sem bil takrat prvič na Soč, ko sem ji rekel, da bom naslednji let šel na Čemšeniško peš iz Prvin. In si šel, ne? Je rekel, da sem nor. Sem rekel, vse priznam, da sem. Ker sem uren koštrun, tudi rojen koštrun sem. Ker sem aprila meseca rojen, ne? A veš. In sem šel jaz pal, ne aprila, ampak sem šel, maja meseca sem šel pal. Ker ne smem po soncu hoditi zaradi kapi, ne? Aha. In sem počakal, da je bilo zelene, bukve zelene in sem šel maja meseca. A veš. In sem jim pisal odgor, ko sem prišel pol naslednji let spet na Sočo na rehabilitacijo, sem rekel, no, ste dobili kartico? Ja, to lahko vsak naredi, en mu reče, pa mu jo prinese, pa jo da pa na pošto. Sem rekel, pojdi gremo kele v jedilnico, ko imamo računalnik, ne. In sem imel na računalniki gor slike, ko sem predkočil slikam, tam pritisnem palčki, pa slikam sem za prinašalcem, ki je šel zraven, tle na tej poti od onega znaka, ko pride iz Primoža gor stoza, ne, ki je dobrodošli na Čemšeniški, ko gre pal čez planino, ki je proti domi. Tam pa runi telegrafarc na sred sem bil slikan, pa pes. Zašla sem. Potem je pa verjela, ne? Sem rekel, kaj so zdaj to v dolino pa nesli, da so me slikali? No, prej si omenil tudi občinske može, ne, da bi bilo dobro, da bi včasih koga vprašali. Ne. Ja. Zdaj, jaz pogosto kakšno temo odprem tudi, ki je naklonjena invalidom. Pogosto gostim kakšne invalide ali na vozičkih ali po različnih poškodbah z bolezni, od cerebralne paralize do multiple skleroze. In nekaj je zanimivo, ne. Mi, ki smo zdravi, ne opazimo kakšnih arhitektonskih ovir. Ja, tudi ne razumete tega. Zato je pa zelo dobro, Ne razumejo vsi, ti razumeš. ja. Zato je pa zelo dobro, jaz sam vem,
da se s kakšnim invalidom ali pa s kom, ki težko hodi, ki se teže giblje, ki je na vozičku, sprehodim po mestu in potem me on opozori na marsikaj. Ne? In recimo Zagorje je ena izmed občin, ki je invalidom prijazna občina. Tukaj ti pa eno dam prav. Ja, ima pač ta status. No, Ja. in če bi se večkrat sprehodili tisti, ki odločajo o tem skozi Zagorja, bi ta status dobili? Ne, Ne. Kaj je največja težava? glej, zdrav ljudje ne razumejo nečega, da je za invalida, ki težko hodi, pa ne bo to ali po kapi, ali cerebralno paralizo, ali pa starejš. Zdrav, bi rekel, ne? Ko težko hodi. Je že milimeter preveč, da se spotakne. To ne moreš verjeti. Jaz, videl si, da jaz hodim z opornico, ne? Jaz imam zaradi KP sindrom padajočega stopala. Moj stopal pade dol, takole, ne? Ker ga ne moreš zadržati gor, ja? Ja, ker ga ne morem držati. In ti tako. zdaj opornica drži. Zato imam opornico, ne? In kadar jaz doma hodim brez opornice, jaz se... Glej, če pločica tukaj vam gleda od druge, se Ki jo jaz spotaknem. zadaneš, ne? Ja. To zdrav ljudje ne morejo razumeti. A veš, zdaj, jaz sem bil že kot gradbin, sem bil alergičen na te arhitektonske ovire pa to. Ker sem imel profesorja, ko nas je učil, je rekel, dajte razmišljati ne kot zdrav ljudje, razmišljajte kot invalidi. Širina vrat, puste vrate širine 60, to greš lahko ti, ki si zdrav. Ko si invalid, ne moreš skozi 60 vrate. So prevozke. Prost. In to jaz zdaj vidim, pa vse, 70 vrate v WC, pa sem komaj gram noter, ne? Takrat sem rekel, pa nam imamo 80 vrate v WC, ne? Zdaj, če si pa invalid, pa še 80 niso daš, če moraš na vozičke biti, ne? Potem klančine na pločnikih. Ja. Klančine pa v občini noben les, imaš gradbenike, ki se imajo za neke strokovnjake, ki so totalni abarvezenki. Ne bom nič o imeni govoril, vse veš, o katerem govorim. Ja, vem. Ne? Škoda, da se ima za gradbenika. Dobro bi bil, da bi šel daj s tabo na sprehod, recimo, ne? Ne, jaz sem že predlagal, da ne pridejo, da jim bom za 4 ure naredil bremenito noge pa roke, pa da bojo videli vsaj 2 ure, ko je to biti invalid. Jaz sem 12 let tak, ne? Pa oni še kar mislijo, da je to. In klančine so prestrme, ne? Klančine v Zagorji, ena je pogojno dobra, pa še tista ni dobra, če smo čist striktni. Zakaj? Ker je predolga. Ta je Tudi pri zdravstvenem domu, ki je že stara, ne vem, 30, 40, 50 let, pa še več. Ker klančina mora biti recimo 4 metre dolga, pa mora imeti pa po 10 za počitk. Ker invalidca ne moreš v 6 metrov pelati v hrib. Tu če ima obe roke zraven, z eno roko pa sploh ne. In ta ravnina mora biti spet dovolj dolga, da se lahko meter, da se lahko tam zaustavi. Tukaj, da je počije, ne pa da gre pol naprej. Potem iz pločnika... Ali pa mora biti pol spremenjena smer drugam, ne, da se obrne. Potem pa iz ceste, recimo prehoda za pešce, potem, ki je pogosto ovink, ne, na pločniku, recimo proti delavskem domu, tam, kjer je zgornje nadstropje, kjer nekako je urejeno tudi za invalide, tam spet težko nek z vozičkom. Tista pa delavskem domu je kolikrat bila, kar rekel, da je dobra. Bi se še dalo. Ja, tista ja. Ampak v delavskem domu je en drug problem, ne, si mi pisal enkrat po enem članku v Reporterju, da so uredili nekaj novih WC-ev, ne? Ja. V etaži, bom rekel, ne, ko greš na balkon, tudi gor. Ampak recimo govorijo o tej etažku, kar je šank. Kjer je kino dvorana pa šank, ja. Ko greš v parter. Pa steklena dvorana, ja. Ja, ne? Tam imaš na vsaki strani 6 moških WC-ev pa 6 ženskih WC-ev. Ne? In zdaj, če bi 2 WC-ja združili pa naredili enega invalidskega, kaj bi se poznali? In invalidskega ni? Ni. Jaz to zdaj govorim kot laik, ne vem. Invalidskega ni nobenega. In koliko pa je sploh teh javnih invalidskih stranišč v Zagorju? Javnih? Zdaj govorimo o središču Zagorja. Javni je samo eden na tržnicu. Pa moram reči, da je kar lepo oskrbovan, je čist pa to. Je pa pod ključem.
Ne, ni pod Ta ključem. ni pod ključem. Ni pod ključem, je pa pod nadzorom. Jaz sicer ga redko uporabljam, ampak sem ga uporabljal, ko sem bil malo bolan, ko nisem mogel hoditi. Pa so vletele prepovedi zaradi COVID-19, ne, nismo smeli kamor iti. Sem jaz ušahnil tukaj, da sem na tržnico mogel z vozičkom iti, ne. Pravzaprav, meni je ko ima taksi službo Zdravko Vahtar pelil, pa voziček zraven, pa sem jaz pol po tržnici z vozičkom, ko sem nakupil, je prišel, pa voziček dal v prtljažnik, pa tisto robo, kar sem kupil, pa me je odpeljal, ne. In sem mogel iti v WC z vozičkom, ne. In sem šel v ta invalidski WC na tržnici in sem ga videl. Moram reči, da je pogojno kar v redu. Pa bi še potrebovali enega v Kisovcu, enega na Izlakah? V Kisovcu ga imaš v Sedmic, ampak je zaklenjen, ker so izgubili ključ. Moraš reči, če je ženski WC, zdaj, če je ženska v WC-ju, invalid ne more iti v WC, ne. Ampak invalidi so tako, ne, bom rekel, pa nekaj skoraj tako, kar grom, ne, minuta. Invalid ne more zadržati dolg, ne. Rečejo, po kapi, tudi jaz ne. Po kapi, I'm sorry. Bom rekel, prosto, da pa to ne dela, tako bi mogla. Ne morem vodo držati tukaj sajta, lahko, minutka, dve. Ampak, Bojan, 5 minut pa ne morem, ne. Včasih se zdaj v šali govorijo, da je Kisovec, ne, ko se iz Izlak proti Kisovcu pelješ, pa ko preden prideš v Kisovce, da je Kisovec zdaj razdrto pri Zagorju, ne, ker je ta glavna cesta res poškodovana, Bog var, da se tam s kolesom pelješ, ne. Upam, da jo bojo prenovili, to ima država na skrbi, ampak pločnike ima pa bolj kot ne občina, ne. Ja. Pa včasih bi bilo dovolj s kakšnim žaklom tega hitrega asfalta ali pa, ne vem, betona. Veliko lukenje, ne. Mrzo asfalt. Ja, te luknje so pa zelo... Te luknje so navarno za vse, za mehne otroke, za starejše. Za invalide pa skoraj da neprehodne. Za invalide je pa to minsko polje. In to so mala sredstva, to bi se dalo popraviti. Samo kdaj občinski možje, recimo, ne, tisti, ki so za to odgovorni, s kakšnim društvom invalidov ali pa s kakšnim invalidom na sprehod? Ni Igor oprost, ampak jaz sem bil na občini pred leti, ki sem hotel narediti poizkusno čistilno napravo. To ti nisem nikoli pravil, ne. Jaz sem s kolegom naredila čistilno napravo, da bi lahko treba prekatno grednico predelal. Ne rabiš mega velikega posega, ne. Samo, kar bi bil poseg, velik bi bil kompresor za mamutsko črpalko, pa črpalka in konc. Prekate predelaš in bi to delali. In to 80% vseh teh kemikalij, od pralnih praškov, pa cetov, pa tega predela. In tista osedlina se pričrpava od rok prekat. Ne? In to je bila tvoja ideja? In tista osedlina se pol posuši in je to umetno gnojilo. Ker je čist predelano, ampak pa nas imamo zakon, da to ne smeš nikamor dati. Ne? Kam zadevajo ta blat, temu pravijo blat, jaz pravim to humus, bom rekel ne humus še rad, ampak to je ene vrste zemlja, ki še ni čist predelana kot humus, ne? Ampak humus iz tega nastane. Tlenatar v to naseliš kalifornijske deževnike in imaš v enem mesecu, dveh, imaš iz 2-3 kubikov te snovi, perfektni humus za lančnice, za na nivo, za visoke ali pa saj za grede. parke, ne? Mestne parke. Vse Ja, živo. in kaj? In pa mi reče ta referent, da ne pa nesem projekte za pogled, da jih bom pogledal, če je to možno, ne. Sem rekel, ti si gradbenik, jaz te ne bom projektov nosil, da boš ti to kopiral pa pol okoli. V glavnem je hotel kaznovati, mi je že skoraj tam napisal položnico. Sem rekel, ti kar napiš, bom prišel, te bom tebe skozi okno zabrisal, kako se vam piše tam odzad, ki je bil mizar, no? Ne vem. Za občino. Major je bil v rezervi. Ne vem.
Vse se ni tako pomembno. Ne? Glej, tele, ko smo imeli še rešetke, no, ki so rešetko red, boš kele prljato. V glavnem, zdaj, čeprav razumem, pravega razumevanja ni, ne, da bi se te stvari uredilo, pa bi se včasih za malo denarja lahko. Ne. Zdaj tudi, recimo tu zadaj za blokom, kjer je dom upokojencev, zdaj kolesarska pot, financirana je kolesarska pot, dvosmerna, ne bo pa pločnika, ne bo dovoljeno za pešce, ne. In to je meni nerazumljivo, ne. To je za invalide, za ostarele iz doma, to je za mene ednih večjih črnih točk, pik. No, ti bom omenil, danes sem bil v Europarku na kondicijskem treningu, ne? Ker sem se rekel, da bom letos šel na Čemšeniško spati s prvim. Ne? In treniraš, ne? In greva z mojo asistentko, osebno asistenco imam, ne? Greva v Europark vsak sredo pa četrtek zjutraj. Pa greva pa v Hilmana na kofe. Jaz sem sicer vsakič mokar, ko bi prišel, kot režeš se van, ampak kofe mora jeti, ni variante. Prav greva domov, da se prav vlečeš. To pa rokavice, ne? Prav leta, prvo greva na kofe. No in kaj si videl v Europarku? V Europarku sem videl dvosmerno, dvopasovno kolesarsko stezo, peš pločnike pa 80 širine pomaknem čist na desno stran do Robnika. Tako da se dva pesa ne morata srečati, ne da je bože, da pride mamica z vozičkom. Ali pa, če sta dva invalida, mora eden stop na cesto, da se umakne. Ker kaj? Ker naš policaji imajo alergijo na to, če vidijo, kjer ga na kolesarski staz, takoj listek napiše, ne. Ko pa jaz pokličem, da je zaparkiran pa invalidski parkiriše, pa nimajo časa pride. Bojan, ko že omeniš zdaj te stvari okrog cest, ne, problem pa težava je tudi to, da recimo na Izlakah, pa tudi v Kisovcu je zelo malo prehodov za pešce, ne, in marsikdo niti ne ve, da prehodov za pešce ni zaradi, da bi bilo premalo prometa, ampak zato, ker ni pločnika, pa pločnikov na obeh straneh, ne. In zdaj, to je pa tudi za invalide, ne, kar problem, ne, če mora zdaj po daljši poti iti na drugo stran, ne. Veliko je še takih stvari, ki bi se dalo urediti. Ena zadeva je meni zelo padla v oči. V Trbovljah je tega ogromen, takih situacij, ki je tle dol. Na križišču tržnic, ne? Če greš od pošte gor proti semaforju, pa greš pol čez. Je klančina narejena tako, da se zapelje z vozičkom direkt na cesto. Kar je nevarno, ne? Kar je nevarno. Isto pri Delavski hranilnici, ne? Tudi, ja, tista je pa sploh fajna. Ker je v kamni in ko je mokra, je super. Si na cest, ne? Ja. Pa fajn padeš, ker je visok hodnik. Zdaj prej si ti dejal Dežnik, ne? Kar nekaj avtobusnih postajališč imamo, kjer pa ni strehe, ne? Ja, tiste najbolj prometne nimajo, ne? Dobar, nažalost pa... Nikoli pri Medijskih Toplicah, ne? Ja, pri Medijskih Toplicah ne imajo, jaz zdaj... Ja, nikoli. Ne prej, ki je bilo to turizem, ne zdaj, no, ne? dobar, imaš vsaj bifetom greš lahko, ne? Ja, recimo, ja. Pa tudi na tej glavni pri tržnici. Nimaš pa tržnico, ki je zelo frekventna, recimo, pa nimaš pa Špari, ki je tudi frekventen, ne? Na obeh straneh, na eni strani je, ja. Pri Vašhavi je, pri tu pa ne. Tle pa ne, ja, tle imajo pa glamur, ne? So lahko glamur. Zdaj, ko si mi pisal malce, kaj še ni, si napisal, da tudi ni veliko poskrbljenega za slepe, ne? In slabovidne, ne? To so te oznake. Zanj sem mojega, se ti ga poznaš iz VDC-ja, kako mu je imeli, zdaj se pa tu spet naspomnim. Amaška. Ki je slep, Ja. ko deklamira. Miran, Amašek, Miran, ja. Zmeraj so se videla glih na mostu, tam ko greš v Europark, ki je Bajerem, ne. On je hodil tudi na moja predavanja o čebelarstvu, ki sem jih imel v VDC-ju, veš. In tudi pri meni je bil na čebelnaku, in je zelo užival. In so se srečala in poglej, ploščad poznaš, ne? Imamo super fontano, ko šprica, ko gasilci, ne? Ampak nimamo pa za slabovidne, nimo za pride Miranke, dosti da je en slaboviden, ne?
ko ne vidi stopnic, ali pa da je prvič, ko ne vidi stopnic. Kako bo ne on vedi, da so tam stopnice, če mu jedna bo rekel, ali pa če nima spremljevalca. Še mi videči včasih ne vidimo, da je tam. In sem bil na občini, ki si to rekel županu, ja, kako se je pa to lahko narediti. Zvočen signal se da, ne? Ko pride on bliz, začne piskati kukor na semafori, ne? Kako pa na semafori vedel, da je rdeča luč, pa da je zelena. Se ni mu zdaj zelo glasen, ne? Ja, ne? Ja, to pa stane. Ja, seveda stane. Kaj pa nastane, a tisti tam špricane, tisti pa nastane, pa una fontana dol pri tržnici, vsake tukaj crkne. Pa krožišče, ne? Krašišče, urejene. Ja, rožice so drage, ja. V glavnem, to sem ti hotel reči. Bil sem na občini, sem povedal, da Europarku ga rihtajo tukaj, pa to, pa on pa tret, ne, da bi se žih tisko, kar je odgovoren za urejanje Europarka, poslal enega delavca, ali pa komunala, pa odstranil une zaščitne mreže, ki so okrog debli, ne, da se že zažirajo notar v lipe, ne. Danes sem pogledal, pa je tega 2 meseca, noben ni to naredil. Pa sem pisal zadnjič, veš, ker imajo zdaj eno rubriko, ne vem, če sporaj to, če odpreš spletno stran občine, lahko predloge napišeš, ne. In si napisal? Napisal, pa mislim, da sem dobil kako dvogovor. Ne. Napisal sem vse v teh... A kdaj si ti dejal, da si rojen? Aprila? Aprila, ja. Kaj, da si po nebesnem znamenju? Koštrun. In ti boš šel še kar naprej, ne? Tu še kar pisal, ne? Glih danes sem študiral, da imam en dan šel na občino, pa sem razpizdal. Veš, na kjerga sem se spomnil? Na kjerga? Ja, bivšega predsednika društva invalidov. Aha. Trgovskega. Rudita Janežiča. Ga pogrešamo vsi, ne? To je on delo. Ja. Ko se je on na vratih pokazal, so gori vsi trepetali. So se križali, ne? Ja, v katero pisarno bo šel. Je bil pravi, ne? Ta prav. Škoda, da ga ni več. Več takih bi rabili, veš? Več takih, ne? Zdaj, jaz upam, da bo tudi ta oddaja malce pomagala, bomo razposlala naokrog, verjetno boš tudi ti malce naokrog razposlal. Bojan, hvala ti, ne, za obisk. Z veseljem. Bova še kdaj kakšno rekla. Bova šla na kofeja. Tako, vam, dragi gledalci, pa tudi hvala za pozornost in srečno.